Jaz sem se s profiliranjem kar nekaj ukvarjal, ne sicer s teroristi, ampak z ljudmi, ki so storili, torej neznanimi storilci hudih kaznivih dejanj, in moram reči, da so bili te profili razmeroma ustrezni in so vsaj posredno pomagali policistom oziroma kriminalistom razrešiti primer. No, ampak ko predavam študentom, vedno rečem, profiliranje je seveda neka pomoč, samo pomoč. Da narediš dober profil, moraš imeti kar veliko teoretičnega znanja, kar nekaj praktičnih izkušenj in predvsem veliko sreče, da narediš dober profil. Lahko ga popolnoma zavoziš. Ja, zanimali so me tudi te pohodi fantov, predvsem v šolah, torej streljanje na šolah. V Združenih državah Amerike je tega bilo v preteklosti kar veliko, no, pa tudi Evropa ni imuna na to. Naprimer, če se spomnimo Finske, pa Nemčije, Finci so bili popolnoma presenečeni, da se jim je to zgodilo. Mene večkrat vprašajo, se to lahko zgodi tudi pri nas? Lahko se zgodi tudi pri nas. Nismo imuni na to. In ko so se Američani trudili, da bi naredili res kakšen ustrezen profil, so ugotovili, da pravzaprav takega profila ni, da so se ti fantje med seboj zelo različni in da pravzaprav imajo vse lastnosti, ki jih imajo naprimer 18-letniki. To je težko. Torej, kakšne osebnostne lastnosti ali pa kakšni naj bi bili teroristi? Bolj vemo, no, gotovo moram kar reči, da pravzaprav ne obstaja nek posebni profil terorista. Niso psihopati, kot nekateri mislijo, niso duševno moteni, vsaj to, kar se mi predstavljamo kot duševne bolezni, so povprečni, normalni, no in nekateri celo pišejo. Najbolj taka njihova prepoznavna lastnost, da so tako normalni kot vsi drugi ljudje. Pa se potem lahko vprašamo, zakaj postanejo teroristi. Zdaj bi pa povedal neko tako moje mnenje, predvsem tisto, kar velja za teroriste v Evropi. Jaz mislim nekaj, da moja hčera je študirala francoščino in študirala je tudi v Parizu in me je peljala v predmestja Pariza in sem bil začuden pravzaprav, kaj se tam dogaja, kdo so tam. To so ljudje iz Tunizije, Afrike, razmere so nemogoče in tudi fantje, ki so se rodili tam, nekako čutijo, torej, ki so se rodili v Franciji, nekako ne pridobijo francoske identitete. Zdi se mi, da vse premalo skrbimo, zdaj pa govorim na splošno, za ljudje, ki prihajajo drugod, iz drugih kultur in ki jim pravzaprav ne dajemo možnosti, da bi se integrirali v našo evropsko kulturo. In te ljudje potem nekako dobijo občutke manj vrednosti, sovraštva, čutijo pravzaprav, da so zapostavljeni. In potem se nekako postavijo. In iz normalnih fantov ali pa fantov, ki imajo neke ambicije, ki jih pa ne morejo doseči, pa jih želijo, potem postanejo lahko teroristi. Nevarno je, ko se začnejo združevati, ko jih dobijo naprimer verski voditelji, pa se prej te fante niso zanimali, boh ve kaj, za islam ali pa kaj drugega, vendar jim je to potem izgovor za njihovo
za njihovo akcijo.